pol začnejo gledalci v progi, ona ne more več, saj jo lahko prehitiš, ampak ko bi vi vedeli, da tudi jaz ne morem več, ne? Tudi če je samo, ne vem, unih 5 metrov bila pred mano, ne moreš. Tek navkreber oziroma navzgor v klance mi ni taka muka, kakor mi rečeš, da moram poravne biti. Prehrana je res ratala toliko zakomplicirana, mogla bi biti nekaj čist enostavnega, vse jemo vsak dan, ne vem, 3-krat, 4-krat, 5-krat in se ne bi bilo treba s tem toliko ukvarjati, kakor se. Ampak se je enako s tem kruhom, saj se trudimo že leta in leta dopovedati, da kruh ne redi, pa še vedno je precej velik procent ljudi, ki se še vedno na široko mu izogiba, zato ker je tazga mnenja. Cenjena publika, spoštovani in spoštovane, po aprilskem snegu je prišlo aprilsko sonce. Jaz sem pa goste dobil, ne boste verjeli, gostjo, ki sem jo kar nekaj časa lovil, pa jo končno lovil. Varineja Drašler, živjo, dobrodošla. Živjo, Marko, lep pozdrav. Živjo, kakšno je vreme, kaj v vrhniškem koncu, evo? Ja, sončno. To je tisto, za kar smo se borili. Idealno vreme za tek pravzaprav bi človek dejal, je tako. Ja, samo dan se bliža koncu, tako da tega sonca ne bo več dolg. Ko bova midva zaključila, bo noč. Ja, glej, v bistvu ima oba isto zadrego. Če bi ti mene vprašala, če sem danes že tekel, bi odgovoril negativno. Si mogoče pa ti vseeno uspela? Ne, žal danes ni uspel, sem ravno iz službe, tako da bomo danes pustili trening. Zato se ti še bolj zahvaljujem za tvoj dragoceni čas. Ja, res sem hvaležen, da si vzela tole urico in pol, ker bo trajal najmanj pogovor. S čim se trenutno v službi najbolj intenzivno ukvarjaš, da tako začneva? Drugače, zdajle trenutno delam pripravništvo sicer na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ampak zdajle sem pa na kroženju na URI Soča, tako da tam delam kot klinična dietetičarka. Dve zanimivi stočnici si dala, katerima se še vrneva, ampak začniva kar s tekom. Kdaj pa si nazadnje tekla? Evo, da vidim, če sem se desaj tle premagal, mogoče včeraj. Včeraj je bil ponedeljek, v nedeljo sem tekla. Zdaj, ko sem malo več v Ljubljani, ko mi tudi vožnja vzame nekaj časa, tako da pol bolj vikenda izkoristim za tek. Med tednom pa kakšen pohod som, kadar utegnem. Tako da ja, to je pa to. O čem se rajši pogovarjaš, o teku ali o prehrani? Odvisno s kom, odvisno kdaj, ampak oboje je zanimivo, oboje se povezuje, tako da oboje. Bo obe temi ustrezno naslovila, pa probala odgovoriti na par vprašanj, par iztočnic sem si napisal, par mogoče provokativnih na vprašanj tudi, vem, da si človek na mestu za tako vprašanje, ampak najprej jasno za vse tiste tam zunaj, ki te morda res še ne poznajo, ampak daj se prosim, morda predstavi kar sama. Jaz sem Varineja, sem drugače po izobrazbi, sem zaenkrat diplomirana inženirka živilstva in prehrane, diplomirala na Biotehniški fakulteti, zdajle trenutno zaključujem magisterij prehrane. V prostem času se pa ukvarjam z gorskim tekom. Kaj naj še povem? Tudi v prostem času poleg gorskega teka oziroma ne samo, da tečem, ampak večkrat si vzamem čas za to, predvsem, da grem. Imam tazga precej hiperaktivnega psa, tako da pol niti ni dileme, a nek trening je ali ni, zato ker zahteva
veliko sprehodov, veliko energije je treba potrošiti, no, tako da je to tista glavna okupacija, tudi če ne pride nič drugega na vrsto. Hotel sem reči, da si zdaj dala idealno, odlično idejo za vse tiste, ki rabijo motivacijo za tek. Kupite si psa. Kakršnega koli, samo da zna teči, pa da je hiperaktiven. Tako. No, hotel sem samo še dodati, lepo si povedala, kaj si po izobrazbi, bodoča magistra prehrane, si članica zavoda Spoznaj prehrano, če se ne motim. Zelo dobra gorska tekačica, ki zmaguje na številnih tekmah po Sloveniji, pa avtorica tudi priročnika Tekaška abeceda prehrane, prehranska svetovalka, zdaj klinična prehranska svetovalka, pa še državna reprezentantka tudi v gorskem teku, članica ŠD Nanos, ki je korona mogoče vzela nekaj zanimivih tekmovanj, ampak po zadnjih nastopih si spet v polni formi in zmago na Svetem Primožu pred kratkim pokazala, da bo pred tabo res ena hitra sezona. Ampak eno stvar te moram pa sigurno vprašati. Povej. Zanimivo ime je Varineja. Iz kje izhaja? Ja, zanimiva zgodba, no, mislim, zanimiva. Baje je slovensko ime, ni neko izmišljeno, tako kakor so danes, neke 3 črke skupaj sestavijo, pa je to ime. Sem tudi iz tistih časov, ko še niso bila tako popularna, taka malo posebna imena, ampak baje je obstajala nekje ena punca s takim imenom, ki je padla mojemu očetu v oči. To sicer ni moja mama, logično, ampak nikoli tudi nisem razumela, zakaj pa ona je dovolila, da je njeni hčerki zdaj tako ime. Ampak ja, jaz sem to Varinejo iskala, ampak vedno, ko sem v Google vpisala, je samo mene najdeli, moje članke in moje zadeve. No, pol pa vseeno sem pa par let nazaj delala v vrtcu kot pomočnica v kuhinji in vedno, ko se predstavljam, sem že navajena, da moram 3-krat ponoviti, pa zelo razločno povedati. Ampak, ko sem pa prišla tja, so pa vse sodelavke, takoj so si zapomnile, nič se jim ni zdelo posebenega in pol je bilo meni to čudno, zakaj noben nič ne ponavlja, vsi so si takoj zapomnili. Vse so bile pa iz istega kraja. In ko sem jaz pol vprašala, kako to, da ni moj ime ni nič nenavadnega, so povedali, da je to njihova soseda. Tako da očitno nekje obstaja ta Varineja. Sem se tudi pol še malo potrudila, sem jo iskala tudi na Facebooku, če res obstaja, in sem pa ugotovila, da mogoče mi je prej nikoli ni uspelo najti, zato ker je ona Verineja, zejem. Tako da zato je bilo moje iskanje vedno neuspešno, no, ampak menda pa dejansko živi tukaj nekje v bližini. No, se pravi, zaradi ene črkice razlike, evo, imata zdaj obe dve unikatno ime, skoraj da vsaj v Sloveniji. Jaz sem tudi iskal prav tako še kakšno drugo Varinejo, celo iskal sem poreklo imena, če v kakšni enciklopediji pa nisem našel. Vedno, ko sem to opisal, si prišla ven ti. Tako da handle na Instagramu Varineja je definitivno za vse večne čase oddana in je tvoj. In prednost tega imena je, da se ti ljudje takoj zapomnijo, evo, pravo. In mogoče, če ta tvoja skoraj soimenjaki na tole poslušajo, naj se javi pač mogoče v komentar, da se njo naslednjič povabim, pa ona povedala, od kje je ona dobila ime. Ampak dajva se vrniti k teku, tole tekaški podcast. Zanima je predvsem, od kje se, mlado dekle navduši za tek, še bolj kot to, kje se navduši za gorski tek? V bistvu je to spet ena stvar, ki izhaja zdaj od mojih staršev. Ona dva sta začela
Najprej oče se je začel malo bolj tako rekreativno ukvarjati s tekom, pa je začel pol tudi postopoma tekmovati na primorskih gorskih tekih. Pol se mu je priključila še mama, pa sta ona dva tekmovala na primorskih. In potem so enkrat poleti, kaj je bilo to leta 2018, jaz se nisem nikoli kaj preveč športom drugače ukvarjala, nikoli me ni nič preveč veselilo, no. Ampak ja, pol sem pa tukaj začela na našo planino nad Vrhniko hoditi bolj tako redno. In pol, ko so imeli oni vsak vikend neka tekmovanja, so pa enkrat je bil predlog, če bi šla še jaz samo probati zraven. In jaz sem se takrat, sicer sem privolila, sem rekla, no, grem pogledat, kako to izgleda. Sem se tudi že predhodno sem rekla, da če se slučajno zgodi, da bom zadnja, da bojo vsi mene mogli čakati, da pridem jaz skozi cilj, me nikoli več ne vidijo na nobenem tekmovanju, nima veze, a tekaškem ali kakšnem drugem. Tako da ja, tudi ko sem prišla tja, vedela sem, da grem na gorski tek, nisem vedela, kaj to gorski tek je. In jaz sem sledila množici in kar naenkrat je bilo meni čudno, ker je bil klanec in vsi so začeli hoditi. In meni ni bilo jasno, kako vsi kar naenkrat hodijo, če smo mi na teku, ne na tekaškem tekmovanju. Tako da takrat sem šele, v bistvu že na tekmovanju sem šele odkrila, kaj to gorski tek sploh pomeni, da je čisto upravičeno, da ko je enkrat prestrmo, da se hodi. No ja, in v bistvu sem bila jaz že na tisti tekmi, mislim, da sem bila na 2. mestu. Nobenega nisem poznala, nisem vedela, a je dobra konkurenca ali ni dobra konkurenca, kdo sploh tekmuje ali karkoli, jaz v glavnem sem bila tam na stopničkah. Ampak to mi še nič ni takrat pomenilo, no, mene so pol tele ostali sotekači iz primorskih gorskih tekov, je že takoj padel predlog, da naj jaz pridem spet naslednji teden ali čez 2 tedna na naslednjo tekmo. In pa sem jaz rekla, ajde, grem še na eno, zdaj pa res še eno, pa ta zadnjo grem še to pogledati, kako je. No, in potem nikoli več nisem nehala, no. Zdaj, rekla si, da tekmuješ zdaj 4 leta, 4. leto bo to, no. Začela si z 2. mestom, nadaljevala si z zmagami. Prej si imela primorski tekaški pokal. Veliko te je videti na primorskih tekih, zaradi tega, ker sta starša bila tam toliko prisotna, ali ti je res tam tako všeč, ali je tam res največ tekem morda, no, tako? Ne, v bistvu je bilo tako, da tam je bil moj začetek. Moja starša sta tudi zdaj vmes že malo opustila tole tekmovanje. Dostikrat se zgodi, da sicer sta zraven, da sta spremstvo, ali pa se odločita, da naprimer en tekmuje, drug ima psa zraven, zdaj odkar imamo še psa, novega psa. Ampak so mi pa res tele moji kolegi iz primorskih gorskih tekov, kaj je ena velika druga družina, no, tako da se bolj tega veselim, samega druženja. Tista tekma je bolj tako formalnost oziroma nek razlog, da se sploh vidimo, ker se drugače pač ne, ker smo iz različnih koncev. Tako da se vsakič veselim predvsem tega, no, da se mi vidimo. Ja, super, ja. Ko sem jaz začel spremljati, prvič slišal za tvoje ime, sem bil prepričan, da si Primorka, ker si bila samo na primorskih gorskih tekih, no potem sem gotovo, da temu ni tako, no, ampak da gravitiraš tja svojimi nastopi, da mi reci, imaš kakšno ljubo ti tekmo v tistih koncih, ki bi jo res posebej izpostavila, ali pa več njih, ki jo pa res nikoli ne spustiš in ti je toliko pri srcu, da bi jo tekla, tudi če bilo treba po eni nogi. Od primorskih, kaj bi rekla, drugače, kar ljuba mi je ta, ko se je zdaj, ko je bila par tednov nazaj tek na Sabotin, oziroma zdaj zadnji 2 leti se zaradi covida predvsem izvaja kot kronometer, tako da je res v bistvu samo strmina, zato mi je toliko všeč. Všeč so mi te tekme, ko je treba vmes tudi malo vse 4 okončine uporabljati, tako ja.
Drugače pa mislim, da odkar sem začela, nisem še spustila teka na široko. Tam je tudi zelo ljub, tudi 2 leti nazaj je bil mišljen kot pregledna tekma za svetovno prvenstvo, ki je seveda potem odpadlo zaradi covida. Ja, recimo, da sta to 2 mogoče izmed ljubših. Lani sem si sicer želela, nisem tekla nikoli na Čaven. To sem si želela res probati, da vidim, kaj je ta naš slovenski edini praktično vertikal. Pa še lani je bilo tudi kot državno prvenstvo v vertikalu mišljeno, ampak je bila tudi tekma odpovedana v zadnjem trenutku. Tako da mi ga še ni uspelo doživeti. No, letos bo še ena priložnost za to, evo, vidiš, upam, da saj, zdaj smo s to korono počistili. Kar si se uvrstila na širokem, v reprezentanco, če se ne motim, ja, pa potem svetovnega ni bilo. Ja, tam sem zmagala, ampak ja, svetovno ni bilo, no, ampak vsem pa mogoče taki dosežki štejejo tudi za druge tekme, ali mislim, ja, predvsem za mednarodne, da si, tudi če ni ravno svetovno prvenstvo ali pa evropsko prvenstvo, da si vseeno zraven povabljen, recimo, ko gremo v Italijo ali pa kaj, da si v tistem ožjem izboru oziroma da si opažen, bom tako rekla. Zdaj neki zmag si že, imaš že nekaj zapasom teh zmag, no jaz jih nisem uspel prešteti. Imaš ti preštete vse svoje lovorike, ki si jih zdaj pobrala v zadnjih 3-4 letih? Ne štejem, oziroma vidimo omare, koliko so polne pokalov, ko včasih pač res ne vem več, kam naj s tem, kam naj jih dam, no. Mogoče bi bilo kaj drugega namesto tega bolj uporabno, kakšna nagrada, ampak zaenkrat se še polnijo, no. Upam, da ne bo zmanjkalo prostora oziroma bomo mogli najti neko alternativo, kam jih dati. No, namig za vse organizatorje, kaj bi si Marineja Drašljer želela, ja, za zmago. Mogoče kaj bolj uporabnega, hecam se. Pokalčki, medalje so lep spomin, no, pa konec koncev. Boš imela veliko dela na stara leta v tem to vse spucati, prah brisati z tega, ampak zgodbe pa ostanejo. Tvoja najljubša zmaga oziroma mogoče najljubša tekma, ki si jo zdajle spomniš? Zmaga ali tekma zdaj? Reči zmaga, daj pa reči začetek zmaga, no, evo, zmaga, če sem tako začel. Ja, verjetno ena od pomembnejših je sigurno tale na široko, tista, ki je ne bi štela kot pregled, mislim, ki je bila pregledna tekma, tudi zato, ker je bila ta malo pomembnejša tekma, so prišle tudi take tekmovalke, ki se drugače ne pojavljajo na mojih primorskih gorskih tekih, ne. Tako da sem vseeno imela malo več konkurence in pol tudi seveda sem dala več od sebe. Tudi takrat se spomnim, je bilo še tako, da sem bila v bistvu že tik pred ciljem, res sem bila že zmatrana, vse sem dala od sebe, vse me je pekel in vedela sem, da imam Nušo Mali še glih en korak pred mano je bila. Ampak pol začnejo gledalci ob progi, ona ne more več, saj jo lahko prehitiš, ampak ko bi vi vedeli, da tudi jaz ne morem več, ne, tudi če je samo, ne vem, unih 5 metrov bila pred mano, ne moreš. Ampak tam sem pa, ne vem, a je bil to razlog, v glavnem, mogoče sem izkoristila to prednost, da sem jaz prej vsako leto že v sklopu primorskih tekmovala na širokem in sem vedela, kaj me še čaka zadnjih, ne vem, 500 metrov pred ciljem, ne. Da ni zadnji klanc in pol cilj, ampak je treba še obkrožiti celo kmetijo in pol prideš. Tako da ona pa recimo, da ni bila pripravljena še na to, da bo treba še en cel krog po vrhu hriba, tako da mi je uspelo pač nekako z unimi zadnjimi atomi še mimo nje priti. In ja, je bila pol zmaga na koncu. Super, super zgodba je tole. Evo, tudi Nuša Mali, če bom kdaj jaz spraševal, jo bom vprašal prav v tej tekmi, kako je pa ona to doživljala.
Sigurno imaš pa tudi kakšno tekmo, ki je bila najbolj boleča zate, najbolj boleč poraz, mogoče odstop, kaj tazga, nekaj, kar se ti pa res še kovca potem. Zdaj, odstopila mislim, da na tekmi še nisem. Top. Če se ne motim, ja, bom potrkala. Drugače pa ne boleč, ampak kar mi zdaj le pade na pamet, kdaj sem bila res najbolj jezna na tekmi, je bilo na enem trailu, kjer sem bila sem na prvem mestu in sem se zgubila, zgrešila sem zastave, tele trakove, cela skupina se nas je zgubila, no. Tako da smo skupaj pol iskali progo, mislim, da je še dež padel, ali nekaj res ni bilo glih prijetno, ni bilo niti toplone, nič, v glavnem, takrat je tudi moja zmaga pol lepo šla. Bi sigurno ostalo vodstvo do konca, no, ampak je bil tak splet okoliščin, da je kar šlo enih 15-20 minut za iskanje ta prave poti nazaj. Mislim, da se je še celo nekaj tako zgodilo, da je na vrhu hriba ali nekje je stal en moški in nismo vedeli točno, kam moramo iti, nas je še on usmeril, ampak nas je narobe usmeril, ne. Mi smo šli pa, tako kakor je on rekel, smo mu zaupali, ampak kar naenkrat pač ni bilo nikjer nobenih oznak, kar je pomenilo, da nekje smo zgrešili, niti nismo vedeli, kje bi to bilo, tako da smo se pol vračali, v glavnem, takrat sem bila res jezna, no. To je tudi organizator na koncu kar opazil, po moje, ampak ne, to je že mimo zdaj, to je preteklost, se zgodi pač. Spet zgodbe, ja. Spet zgodbe. Kaj se je zgodilo s človekom, ki vas je narobe usmeril, ker je dobil odpoved kot prostovoljc naslednje, kje sem se, mogoče pa delal za konkurenco, vidiš, ali pa kaj tasga. Še nekaj bi prosim povej, jaz vem, ko sem se preskušal malo gorskem teku, hujše kot tek v klanc, je bil pa tek gor, dol, gor, ko greš najprej gor, crkneš, potem se dol malo sprostiš, potem pa te tok zabije in moraš še enkrat iti gor. Kjer je tvoja moče najljubša disciplina? Navkreber, gor, dol, mogoče kakšni daljši teki navzgor, kakšni gorski maratoni? Ne, jaz v bistvu zdaj zadnji 2 leti sem se čisto usmerila samo na disciplino gor. Na začetku, torej takrat, ko sem začenjala bolj z gorskim tekom, takrat sem tekla, pač začela sem s primorskimi, ki so malo krajši, pol, ko sem začela tudi malo bolj tako recimo resno trenirati, sem tekla tudi traile, tako recimo krajše do 15-20 kilometrov, oziroma moj najdaljši vmes je bil pol še 35, eden in edini. Sam me nikoli ni kaj to potegnilo, da bi hotela več ur takole laufati gor pa dol pa to. Tako da zdaj zadnji 2 leti pa res tečem samo navzgor, tudi moje tekme niso niso dolge, v povprečju trajajo, ne vem, 30 minut, so tam nek 4 do 5 kilometrov, in mi je to zdajle trenutno tisto, kar mi je najljubše, no. Drugače pa, kar se pa tiče menjavanja ritma, je pa zame, kar sem jih do zdaj tekmovala, sigurno Šmarna gora. Tek na Šmarno goro, tam res prideš na vrh, greš nazaj v dolino, greš še enkrat na Šmarno goro, in pa še druga stvar, ki se pa tudi zgodi na tekmah, pa sploh ni važno, ali je gor dol ali je pa samo na gor, tista stvar, ki je meni najhujša, ko je treba recimo preklopiti iz klanca na ravnino. Imamo eno tekmo na Angelsko goro, ko tečeš cel čas 4 kilometre, tudi po vseh z vsemi 4 navzgor in potem se zadnji kilometer zravna in tečeš po ravnem do vasi. To mi je nekaj najhujšega, druga stvar pa, ko se stopnice pojavijo na tekmi. Ja, razumem tvojo bolečino. Jaz stopnic tudi jaz ne maram, ne na gor, ne na dol. V bistvu, čeprav pomislim, trpim, ko tečem navzgor, pa mi všeč ta disciplina oziroma ta tek navzgor, odličen trening je, ampak pa sem tako razmišljal,
ko sem šel, ko sem se midva zmenila in sem šel dejansko teč lepo po Ravnem tukaj po naši vasi, pa sem razmišljal, tek po Ravnem je tako lepa oblika rekreacije, pa malo zmanjšaš, pa malo se ozreš okrog, pa malo se nadihaš, odtečeš 10 in si imaš super in si zdrav in vesel, ampak tek na Krebar za božjo voljo, ne, pa ne preštevaš čmrlov in rožic, ampak dejansko, bom rekel, skoraj pluvaš krivaš čas, dihaš na škrge, pečejo te noge. A je lahko tek na Krebar rekreacije? No, to mi povejo. Kaj tebe privlači v tem teku? Povedali si že, zakaj si začel, ampak kaj te to tako vleče? Ker poznam veliko tekačev ali pa večino njih, ki tečejo na cesti, pa jih v klanec praktično ne moreš spraviti, lik zaradi tega, kar sem prej omenil. No, jaz sem malo kontra, zato ker meni pa tek na Krebar oziroma navzgor v klance mi ni taka muka, kakor mi rečeš, da moram po Ravnem iti. Meni je pa to neka ravnina, mi je, ne vem, dolgočasna, ne da se mi, pa saj vem, da je treba kombinirati trening, ne, da nikoli ni samo eno, pa samo drugo, ampak se mi zdi, da bi lahko rekla, da se bolj matram, ko tečem po Ravnem, kakor ko tečem v hrib. No, evo, sprejemam argument, dokazuješ s tem, kar delaš v klanc, da definitivno ti ta leži. Si kdaj morda tekla v teku na Grintavec, ki ga zdaj ni več? Ne, mislim, da tisto prvo leto moje mogoče sem delala in nisem mogla iti, tisto je bila pa tudi zadnja izvedba. Pa še to mislim, da je bila tista polovična, no, da je bilo slabo vreme, ali kaj je že bilo. Pa se je na sedlu končalo. Ja, tega pa res nisem. No. Moja najbolj taka, recimo, ekstremna je Ratitovec. Kaj pa Črna prst, recimo? Tam je zelo všeč drugače. Sem tekla enkrat ali pa mogoče dvakrat. Na splošno grem rada v tiste konce, všeč mi je Baška grapa. Tako da, ja, smo imeli pa tudi eno tako situacijo, no, da lih tisto, takrat, ko sem tekla, je slabo vreme je bilo, pol se je pa še pokvarila tale tovorna žičanca, tako da nam niso mogli prepeljati opreme na vrh, in so nas na vrhu v bistvu počakali s temi koprenami za na vrt, tistimi belimi, da so nas vse noter oblekli, ker nismo imeli nič drugega, ne, pa še dež je padal. Tako da smo šli pol v tistem nazaj v dolino. No, jaz sem bil parkrat na teku na Črno prst, pa čist zmeri je nebo jokalo ob tem, ko smo mi jokali, ko smo računali, koliko tistih 1400 višincev je še pred nami. Res boleče, res naporno. Kaj pa ti razmišljaš med tekom, recimo v klanec, odštevaš, daj bo konec, razmišljaš o lepih stvareh, a pač sam hočeš preživeti? Pa... Ne, to zadnje sigurno, ne, ker res ponavadi ne dojemam tega teka kot neko trpljenje, no, oziroma kot neki, a bom preživela ali ne bom. Je pa čisto odvisno, ne, ko grem sama teč, lahko tudi o lepih stvareh ali pa o tem, kaj me še čaka, kaj moram še doma narediti. O vsem se da razmišljati tudi med tekom navzgor. Na tekmah pa nič, se fokusiram na tekmo. Kje sem trenutno, ponavadi ne gledam na uro, no, se bolj tako pustim presenetiti, koliko je še do konca, oziroma zdaj že približno, glede na to, da vsako leto tečem iste tekme, okvirno poznam progo. Drugače pa nič, ponavadi si postavljam neke mejnike, koga še bom prehitela, itak ponavadi zdaj na Primorskih se bolj s fanti merim, kakor pa s puncami. Tako da ja. Pa poslušam, imamo eno zelo dobro navijačico, Valentino, kadar njo slišiš, to pomeni, da si že, ona je nekje blizu cilja in to, kad njo prvič slišiš, pomeni, da si že recimo nekje na polovici proge, zato ker slišimo v dolino praktično, ne.
Ne. To je namesto kilometrskih oznak, imajo, ali pa višinskih metrov, na primorskih pokalnih gorskih tekih Valentino, ki Tako, tuli ja. pred ciljem. Super, super, moram kdaj spet priti v te konce, no, ampak ti si doma z vrhunke, kje pa treniraš najraje, oziroma kje najraje tečeš tamle prva zdol? Jaz tukaj najbližje imam, oziroma se je tudi edini hrib, ki ga imamo, malo bolj tak konkreten je naša planina nad Vrhniko, tako da to je moja klasična, zdaj pa čisto odvisno od dneva, imamo toliko različnih poti gor, sploh zdaj med korono, ko se je bilo treba takrat na začetku malo bolj izogibati ljudi, je bila res priložnost raziskati čim več različnih, zato da so tiste najmanj obljudene, tako da imam tukaj že čisto začrtano, no, a hočem bolj strmo, grem po tisti klasični, kjer hodi večina, potem imam okoli eno tako, ki se jo da celo preteči, tako da je bolj tekaška, in to je kar moja klasična destinacija, no, nekaj od tega. Pol pa malo kombiniram, kdaj kaj podaljšam, pa grem še malo naokrog, lahko se naredi tudi 2 kroga, tudi ko sem trenirala za trail, sem tudi že 30 kilometrov naredila tukaj po parih različnih poteh, tako da se je nabrala kilometrina, no, tako da sem večino časa kar tukaj, ker sem tudi tako blizu doma, da imam praktično 2 minuti do vznožja, in lahko takoj, ko pridem domov oziroma zjutraj pred službo, če imam čas, da skočim gor. Ja, k sreči Slovenija tako razgibana, da praktično vsi živimo pod nekim hribom ali pod neko goro. Sorry, Prekmurje, no, saj imate Goričko, ja, se v redu. Imate tudi vi, tudi poznam kakšne gorske tekače z unih koncov, pa so res dobri. Z veliko trailaši sem govoril v zadnjih mesecih, pa marsikdo dela res ogromno kilometražo, da ne omenjam višinskih metrov, ki jih opravijo v enem tednu. Ti si rekla, da imaš bolj malo časa čez teden. Koliko pa dejansko narediš pa ti, recimo, okvirno kilometrov na teden, na mesec, pa višinskih metrov, no, da damo malo v kontekst? Ja, ne vem, zdaj glede na to, da hodim ali s psom ali pol čez vikend izkoristim tudi za kakšen daljši tek, kadar pač nimam tekem, kadar je spet tekma v igri, to pomeni, tako da je treba že prej toliko zmanjševati kilometrino, ampak ne vem, naredim jih tam nekje 70 do 80 recimo na teden, pa višincev pa povprečno, če vzamem, da večina mojih treningov je planina, je enkrat na planino je tam nekje med 300 pa 400 nadmorskih, tako da zdaj ti pa prepuščam, da zračunaš. Evo, zdaj pa imam nekaj za računati za naslednji tek, ki ga bomo opravili. Evo, višince od Varineje Drašler. No. Če kdo, dragi poslušalci in gledalke, to zračuna prej, pa zapišite, pa bomo primerjali zapiske. Kakšne so pa tvoje, recimo, še ambicije v gorskem teku? No, se pravim, reprezentanta si se že dotaknila, si pa že tam. Bi dejansko, imaš ambicije, bi še tekmovala na najvišjem nivoju svetovne, morda dobila kakšno državno prvenstvo? Kam segajo tvoje želje in cilji? Se čisto v bistvu prepuščam, kar bo. Pač tečem v vsakem primeru, tudi če bi mi, tako kot je bilo 2 leti nazaj, ko sem poslušala, kako so kar naenkrat vsi ostali brez motivacije, pa se jim ni dalo teči, zato ker ni bilo tekmovanj, ne dojemam tega tako kot nekaj, kar je pač namenjeno, da bom trenirala samo zato, da bom dobro tekmovala. Pač tekla bi v vsakem primeru, ker mi je to užitek in to rada delam, in tudi če mi rečeš, da jutri neham tekmovati, ne bi nič spremenila, ne. Ampak ja, glede na to, koliko sem bila blizu že v zadnjih letih, pa da tudi vidim, da zdajle sem sezono zelo uspešno štartala, dopuščam to možnost, da v letošnji sezoni grem tudi na kakšno tako tekmovanje, ke do zdaj še nisem imela možnosti, zdaj pač imam v mislih na primer evropsko. Ampak ja, pač je ena čisto drugačna izkušnja je, kakor tukaj tekmovati v naši slovenski konkurenci, ker tukaj je tudi čisto nepredvidljivo, kdo pride na kakšno tekmo, kdo ne, a sploh imaš neko hudo konkurenco.
da se malo znaš umestiti in bolj, ko prideš pa sploh na, recimo, mislim, jaz sem zdaj tekmovala enih parkrat v Italiji, zaenkrat, kar je bilo mednarodnih, pa da še tam malo vidiš, kam spadaš tudi v primerjavi z drugimi tujimi tekačicami. No, slovenski ženski gorski tek je lepo razvitno, tamle so, Ana Čufer, Nušo Mali si že omenila, Mojca Koligar, jo moram vezno omeniti, pa Petra Tratnik, še Lucija Krkoč, tudi še zelo konkurenčna. Kako gledaš na to, dokaj širok vrh, ker se praktično, in ti spadaš zdaj van, si ena boljših slovenskih gorskih tekačic, kako gledaš na ta, bom rekel, razvoj? Je ta konkurenca dobrodošla? Ste zaradi tega vse bolj, angažirane, motivirane? Morda tudi kdaj trenirate skupaj ali je pač cela scena pač taka, kot je, tudi tekmovalna, dobrodošla morda za vse vas? Ja, konkurenca je vedno dobrodošla, zato ker če je nimaš, sigurno daš manj od sebe, kakor bi lahko, ker si bolj v svoji coni udobja, ker veš, da se mogoče niti ne rabiš spet toliko potruditi, in tudi zato jaz na primorskih, ki večinoma nimam neke hude konkurence, si potem fante postavljam kot mejnike, ampak ja, jaz sem zelo vesela, mi smo sicer precej redko, mogoče z Mojco še, ker sva obe bolj za disciplino navzgor, predvsem vedno je fajn, da smo skupaj na tekmah, drugače pa itak Ana, Petra pa Lucija so moje klubske kolegice, tako da se tudi zgodi kdaj kakšen skupni trening, sicer zelo redko, ampak pomaga tudi to, da nisi vedno samo sam s sabo, ampak sploh mogoče za kakšne bolj specifične treninge, recimo intervalni trening delati sam ali pa v skupini, je čist, mislim, je konkretna razlika, ja. Kako pa ocenjuješ, recimo, kako ocenjuješ delo sekcije za gorske teke, ki je eno bolj aktivnih pod Atletsko zvezo, obstaja že 20-25 let, Dušan Papež ima zdaj roko nad tem in zelo veliko se dela, veliko se hodi tudi v tujino in tako naprej. Kako ti ocenjuješ, recimo, podporo te krovne organizacije za vas tekače in za klube na vse zadnje? Kar mislim, moj trenutni vtis je zelo pozitiven, res se potrudijo maksimalno, sicer zdaj, jaz sem še vedno relativno nova na tem področju v primerjavi mogoče s kakšnim drugim tekačem ali pa tekačico, tako da še spoznavam postopoma vse skupaj, ampak res se trudijo, pač, da se nam tudi organizirajo tiste ene ali pa dvoje priprave na leto, da se vsaj tam zberemo res celotna kot reprezentanca na enem kupu, da imamo tiste 2 dni, da skupaj treniramo, drugače zelo je bilo, mislim, fajn je bilo, da so naredili tako v tem času korone, takrat, ko so ukinili vsa tekmovanja, razen, mislim, da so bila dovoljena državna prvenstva, ali kako je že bilo, da so se takrat toliko potrudili, da so iz tega, da sta bile prej, če se ne motim, dve državni prvenstvi recimo na leto, da so vse tiste pomembnejše tekme spremenili v državno prvenstvo, tako da nismo ostali čisto brez vsega, ampak smo vseeno dobili tistih par tekem, saj pa so se ukrepi začeli sproščati in vse, ampak toliko, da so se nekaj angažirali, da je motivacija ostala, pa da smo lahko še naprej tekmovali. Tudi takrat je bilo tako narejeno, mislim, ko smo imeli prepoved prehoda preko občine, recimo, smo imeli tudi tako urejeno, da smo mi imeli kot opravičilo, da lahko gremo na trening, tako da to je šlo vse prek njih, da so nam res omogočili, da čim bolj treniramo oziroma da nadaljujemo s tekom kljub tisti situaciji, v kateri smo bili. Spoštovana publika, splača se biti gorski tekač, tudi ko pride korona, je kakšna prednost za to. Zasledil sem te tudi na cesti enkrat, ljubljanski maraton, polmaraton si odtekla in to zelo dobrim časom, uri pa pol.
Je bilo to samo za test, da si videla, da ti ravnina res ne paše ali kaj drugega? Moj zadnji ljubljanski maraton, mislim, da je bil še v tistem letu, ko sem tekla vse. Tisto leto sem res tekla vsako tekmo, ki sem jo dobila. Ni bilo važno, a je nekaj kratkega, je gor ali je dol, ali je trail, ali je ravnina. Sicer polmaraton sem tekla 2-krat, mislim, da 2 leti zapored. Ampak ne, pač ni to tako zdaj kot neko mučenje po ravnini, ampak kot sem rekla, ni vedno vse ali samo v ravnini ali pa samo v teku navzgor, ampak je neka kombinacija in mi ni nič narobe. No, tudi zdaj bi verjetno se šla preizkusiti še na kakšen polmaraton. Čisto da za občutek, da vidim, kje sem. Vem, da sicer hitrosti lih nimam, ne vem kakšne, ker premalo delam za to, da bi jo imela. Ampak tako, no, malo za preklopiti pa za preizkusiti, kje si še na ravnini, da ni vse samo hrib. Fajn, evo, jaz bom začel trenirati za to, da premagam tvoj čas na ljubljanskem polmaratonu, evo, ki je kar visoko postavljen. Evo, tako, pa če te prehitim, evo, ti daš za pivo, če ne pa jest, evo, sem že zgubil po mojem naprej in greva zdaj mogoče na še drugo področje, kjer zelo intenzivno deluješ, ker poslovno, se pravi, poklicno deluješ. Kako si se kot bodoča magistra prehrane znašla pa v tem poklicu? Kako te je potegnilo v preučevanje, rekel, prehrane in vseh njenih implikacij? Ja, jaz drugače, v osnovi sem bila študentka matematike. 1 leto, ker pač študij ni bil lih najbolj uspešen, oziroma sem se odločila, da ne bom računala cele dneve. Tako da pol sem hotela zamenjati na neki in eno od teh področji, pač, ki so me zanimala, je bila tudi prehrana. Že ko sem prišla na faks, sem bila tako precej usmerjena v to, da če že bom delala v zvezi s prehrano, bom ziher delala nekaj klinično, v smislu bolnice oziroma neke zdravstvene ustanove. Pol pa mislim, itak študij se začne kot živilstvo in prehrana na prvi stopnji. In tudi zaenkrat je še vedno poudarek bolj na živilstvu, kakor na prehrani v prvih 3 letih. Tako da tekom teh 3 let sem pa jaz spoznala vse to, od tega, od kje hrana pride, kje zraste, ne, kako se kaj naredi, na terenskih vajah se učiš delati klobase, jabolčni sok, vse take zadeve, a ne. Pol pa še tista tretja stvar, pa vse, kar se tiče, ne vem, rokovanja živil, shranjevanja, konzerviranja, mikroorganizmi so mi ful zanimivi, ful imam rada bakterije, plesni in podobne zadeve, vem, da se čudno sliši. Tako da jaz pol po 3 letih, ko sem se odločala, na kateri smeri bom nadaljevala, sem bila že kar v dvomih, a bom jaz vseeno to prehrano ali bi jaz vseeno tudi malo živilstva pogledala, ampak je vseeno pol na koncu pretehtalo. Lih iz tega razloga, ker sem v tem času tudi postala članica zavoda Spoznaj prehrano. In tukaj je res, glede na to, v kakšni, mogoče tudi, ko sem začela študirati, da še niso bile te informacije v zvezi s prehrano toliko razširjene, kakor so zdaj, ker res prebereš vse, kar ti pade na pamet, ne. In tudi naš cilj v okviru zavoda je predvsem to, da dajemo neke znanstveno podkrepljene informacije, ne vse, kar si kdo izmisli pa napiše, pa pol mu pač 1% ljudi mu verjame in tudi, če nič ne stoji, nobena znanost ne stoji za tem, je pač to tako. Druga stvar pa podati te informacije na tak način, da jih ljudje razumejo, ker na koncu koncev nima veze, koliko imaš ti neko dobro informacijo, če jo neka splošna populacija ne zna prenesti v prakso, nisi dosegel nič. Tako da predvsem s tem ciljem, da se
prehrana je res ratela toliko zakomplicirana, mogla bi biti nekaj čist enostavnega, vse njemo vsak dan, ne vem, 3-krat, 4-krat, 5-krat in se ne bi bilo treba s tem toliko ukvarjati, kakor se. In če lahko ljudem vsaj za eno malenkost to olajšaš in jim pač poveš, da ne rabijo to komplicirati, da ni treba, si že pač naredil vsaj eno, mislim, si dosegel eno tako malo zmago, no. Mislim, da je bil to kar eden citatov tegale podcasta, pa šele dobro sem se ugrela, evo, to mi je zelo všeč, kar si povedala, jaz sem se tudi ljubiteljsko s prehrano ukvarjal pred 10-letjem, pa bo tudi do tega že prišla. Najprej mi povej, no, če so že pri prehrani, kakšen je pa tvoj, recimo, prehranski režim, kako se prehranjuješ iz dneva v dan? Nimam nekaj posebenega režima, pač nič ne kompliciram, trudim se biti čim manj zbirčen človek, pač res nimam kakšnega večjega nabora živil, ki bi rekla, tega vsega ne maram, več je, mislim, to je bolj v manjšini, nimam nobenih diet ali karkoli, no, tako da pestro, uravnoteženo, tako. No, si tudi avtorica priročnika Tekaška abeceda prehrane. Zdaj, iskal sem to knjigico, vem, da se jo da naročiti, jo priporočam tudi vsem poslušalcem in gledalcem in poslušalkam. Zakaj si izpisala recimo ta priročnik? Ker tekači dejansko rabijo tudi kakšen nasvet v tej smeri, ne samo to, kako trenirati, recimo? Ja, ravno zato, ker marsikdo ne ve, koliko je to povezano med sabo, da tek nikoli ne bo samo trening, zato ker če ni poleg vsega ostalega, seveda ni tukaj samo prehrana, ampak je še toliko enih drugih dejavnikov, ampak je pa tudi prehrana eden izmed njih. V vsakem primeru, če prehrana ne bo taka, ki mora biti, tudi trening ne bo optimalen nikoli. Pač ne bo zadosti energije za trening, ne bo zadosti dobra regeneracija in vse pač skupaj potegne to, da ne moreš toliko izkoristiti svojega potenciala, kot bi ga lahko, ne, v končni fazi. Tako da marsikdo, ki se ukvarja s tekom, še vedno ne pomisli, da je treba še na kakšne druge stvari gledati zraven, vključno s prehrano. In je bil tudi to namen, no, da malo opozorim, da je tudi to en pomemben faktor, da lahko vpliva in na to, kako treniraš, mogoče kakšen rekreativec bi si tudi mislil, okej, vsaj za mene pa to ne šteje, zato ker itak gre malo popoldne po službi, ampak kaj se kar verjetno precej pogosto dogaja, ko se začne recimo takole pomlad, in bi kar naenkrat vsi radi imeli telo za poletje, in kaj tukaj zraven paše, nekaj se začneš ukvarjati z nekim športom, tudi če to sploh ni tek, ampak recimo, da je tek, istočasno začneš hujšati in ko gre to dvoje skupaj, če ni hrane, ni energije za tek in tudi tega teka kmalu pol ni več. Tako da kakorkoli se zdi, da mogoče, okej, da morajo vsaj pol vrhunski športniki paziti na svojo prehrano, da so res čim boljši, da imajo čim boljše rezultate. Pač to, mislim, velja za vsakega, no, ni važno, a ti 2-krat na dan treniraš, pa imaš res, pa tekmuješ na nivoju, ali pa greš po službi popoldne za 1 urico malo odteči, vse to pač šteje in v vsakem primeru je tudi prehrana pomembna. No, kje pa pri tekačih pa je tista fina črta? Jaz poznam veliko tekačev, ki so se besno začeli pripravljati na maraton, pa so v pol leta, namesto da bi izgubili kakšno kilo, se še celo zredili, in po drugi strani tudi tekače, ki so ne vem, po pol leta intenzivnega treninga izgledajo kot, ne vem, na smrt obsojeni taboriščniki. Zdaj, eni očitno svojemu teku potem dajo dodatno preveč kalorij, eni premalo. Kako se zdaj ravnati kot tekač? Po katerih smernicah oziroma kako poslušati svoje telo in se pravilno odzivati, da recimo, če greš teč, začneš teč, da se potem s tem v glavi ne prenajedaš ali obratno, no, da se ne stradaš. Ja, najboljše, da vsi preberejo tekaško abecedo prehrane, ne? To, evo, vidiš.
knjigo od Vareneja Drašalo roke, pa boste videli, kako se stvari streže. Bova še kakšno stvar zdaj rekla o tem, ampak povej mi čist tako v grobem, no? Včasih smo se učili o prehranski piramidi, zdaj je nek prehranski krožnik aktualen. Kakšen pa ne bi bil prehranski krožnik tekača rekreativca? Čez palec pogledano. Mislim, načeloma za nek uravnotežen krožnik velja tako najbolj simpel razlaga, razdeliš ga na 3 oziroma na 4 dele. To je za splošno populacijo, 1/4 vedno za beljakovinsko živilo oziroma okvirno za eno dlan, potem 2/4 za neko ogljikohidratno prilogo, a so to testenine, riž, kaše, krompir, nekaj tasga in pa še polovica za zelenjavo pa sadje. Kar se tukaj spremeni v okviru teka, recimo, oziroma v okviru športne prehrane, je to, da ta zelenjava se zmanjša in namesto tega se poveča pač količina neke škrobne priloge. To pomeni malo manj zelenjave, več testenin, naprimer na krožniku, na beljakovine, pač beljakovine ostanejo nespremenjene, ker so vseeno tiste kar mislim, zelo pomemben del vsakega obroka. Je pa tako, da zdaj ogljikovi hidrati so tisto glavno gorivo oziroma najbolj ekonomično gorivo za tek. Tako da zdaj ta krožnik, ta spremenjen krožnik velja predvsem v teh obrokih okrog treningov, ne? Pred treningom, po treningu in kadar pač recimo na dan, ko pa ti ne treniraš ali pa neko obrok, ki ni neposredno vezan na trening, pa še vedno velja tista polovica zelenjave. Ampak pač bistveno je tukaj, no, da ti svojim treningom oziroma svoji porabi prilagodiš ta vnos, ker pač z premalo energije v vsakem primeru trening ne more biti optimalen. Najbrž si v poletu brala, pa tudi poznaš jo morda Nado Rotovnik Kozek, ki je tudi klinična dietetičarka, pa zdravnica, pa tekačica in tako naprej. Ona je večkrat zapisala Ironmanka, tako ja. Večkrat je zapisala, da bi tekači morali sladkor jesti na žlico, ne? Zaradi tega, da jim potrebe po kalorijah ne umanjkajo. Se strinjaš s tem, no, z njeno trditvijo, recimo, ne? Ja, se strinjam, zato ker ti si prej spraševal sicer po rekreativnih športnikih, ne, kjer je poraba vseeno malo manjša, ampak tako, kakor sem rekla že prej, predvsem v tistih obrokih okrog treningov je že pač te ogljikovi hidrati, sladkor so mišljeni za to, da res optimizirajo trening, da je najboljši. Ampak ne glede na vse je treba še vedno, kakor ti dodaš neko telesno aktivnost, je poraba definitivno večja, kakor pri nekomu, ki recimo sedi v pisarni cel dan. In tukaj si res lahko, mislim, kakor je ta sladkor in vse sladke stvari demonizirane za športnike, je to zelo dobrodošlo, no. Tako da tudi, če bi recimo neki osebi priporočala, da si namesto sadnega si kup navaden jogurt, pa da si noter narež neko banano, zato da ne bo preveč sladkorja, pri športnikih to pade dol, ne. Zato ker in ravno zato se tudi ta piramida se nekako tako poruši, no. Ne moreš ti zdaj poudarjati spet nekih polnozrnatih, pa čim več zelenjave, sadja, ker tukaj pol zmanjka energije, ne. Ko je v igri šport, ti rabiš energijo iz sladkorja, rabiš sadne jogurte, rabiš Haribo medvedke, zato da si res pač maksimalno, da si preskrbljen s tisto energijo, ki jo rabiš za ta šport. Če te prav razumem, recimo, da vseeno imam 10-15 kil preveč, zdaj bi začel sem teči 3-krat na teden, da bi shujšal. Itak imam večji apetit, ko tisto tečem, pa vendarle hočem biti v kaloričnem deficitu.
je vseeno pametno, da se pač apetitu prisluhnem, pa jem, čeprav je morda ta impuls premočan, pa sem potem zafrustriran, ker ne hujšam. Kako pa tukaj zbalansirati zadevo, da še vseeno pridem do svojega cilja? Mislim, ti v deficitu bo že zato, ker recimo, da ostaneš pri tistem nespremenjenem vnosu hrane, kakor si ga imel prej, boš temu dodal neko telesno aktivnost, boš tekel, boš pač že avtomatično uporaba večja, kakor je bila prej, a ne. Kar pomeni, si že avtomatično s tem, ko začneš trenirati, boš ti že malo tako podzavestno oziroma podzavestno nenačrtovano v deficitu, ampak v vsakem primeru, pa tudi če je zdaj tukaj, da je še nek deficit v igri, je treba pač podpreti, je treba trening. Lahko se ti greš mogoče deficit pol v celotni prehrani, a ne, ampak ne pomeni pa zdaj to, ne vem, trening na tešče pa nič pojesti po teku, tudi marsikdo je prepričan, pač karkoli jesti med tekom, to je samo za tekmovanja, ne bog ne daj gelov za enega rekreativca, pač to ne velja, no. Ker je pomembno, da se pač zagotavlja ta konstanten nivo energije, ki je potreben za tek. In pač tukaj res ni svetovano, da zdaj kakorkoli omejuješ hrano okrog treningov, zato ker mislim, in na splošno ta deficit v vsakem primeru ne sme biti prevelik oziroma tak, da zdaj, da bi se karkoli začeli tukaj rušiti že v samem zdravju, itak vse pač potegne to, prvo gre imunski sistem, a ne, in na dolgi rok še vse ostalo. In pol pač, ko se enkrat poruši imunski sistem, ko se začnejo, ne vem, bolezni ali pa ko se začne mogoče celo zdravje kosti zaradi tega deficita nenačrtovanega, nedobro planiranega, pol se začnejo poškodbe in tako naprej, a ne, in pol tudi od teka na koncu nič več kaj dosti ne ostane. Tako da v vsakem primeru je priporočeno, ko se nekdo ukvarja z nekim športom, pa bi rad zraven še izgubil telesno maso, da se vseeno tega loteva pod nekim nadzorom strokovnjaka, ker glih zato pač, tako kakor imamo zdravnike, tudi mi z nekim razlogom študiramo take stvari, da se ne dela to na pamet, ne. Da je vsak strokovnjak za neko svoje področje in da veš, da obstaja neka oseba, ki ti lahko pri tem pomaga, na katero se obrniti, ko želiš neko tako spremembo. Super si tole povedala, no, jaz sem premišljeval tudi o tem, kaj sem desetletje nazaj, recimo, veliko študiral, pa med tekači razširil. Takrat je bilo popularno paleo gibanje, pa paleo protokoli, pa low carb, pa ketonska dieta in podobno, ne, prisegali smo na maščobe, medtem ko smo sladkor pa predelane žitarice pač metali ven. Ne vem, kaj pa ti meniš o avtorjih, kot so Perlmutter, pa ne vem, Lustig, pa Rob Wolf in podobni. No, zdaj jaz mirne duše priznam po 10 letih, da sem imel zelo omejeno sliko in da sem se marsikaj motil, predvsem v tem aspektu. Si ti kdaj to študirala, ovrgla kakšno od teh trditev, ki je bila zelo popularna, pa se še zdaj mogoče drži, tako v športu kot v splošni javnosti? Prebrala sem tudi jaz tele 2 knjigi, tele Požgane možgane, pa še ta drugo, oziroma zdaj so že celo 3. Pač ne vem, jaz se s tem ne strinjam, kar piše noter. Na koncu koncev, ne, možgani še vedno delujejo na sladkor. Verjetno vsak, ki je bil kdaj v tej situaciji, ki je recimo se lotil kakšne ketonske, res stroge prehrane, je občutil, kaj pomeni, ko možgani začnejo delati na ketone. Pa ne vem, jaz si ne znam predstavljati, da se nekdo na tem dobro počuti, no. Kot drugo pa za šport oziroma za neko aerobno aktivnost, je načeloma oboje mogoče porabljati, ne.
itak med tekom recimo preklapljamo med hidrati pa med maščobami, čisto odvisno od intenzivnosti, ampak kadar imamo pa v igri nek šport moči, ali pa recimo tudi pri teku šprinte, ki se pač kisik ne more zraven, tukaj je itak dejstvo, da edino gorivo, ki še ostane na voljo, so hidrati, kar pomeni nek športnik, ki bo zjutraj popil tisto kavo z maslom noter, ne bo mogel v nobenem primeru narediti takih dobrih šprintov, kot če bi pojedel zjutraj kos kruha z marmelado, a ne. Marsikaj od tega smo probali na lastni koži, ja, pa lahko mirne duše rečem, da esprijeva kava z maslom prvič je nagražna, drugič teži želodec, no, tretjič pa še učinka nima, pa še kalorično je res bomba. Ampak zanimivo, ko že prej si omenila, v 70-ih, 80-ih so demonizirali maščobe, zdaj se demonizira sladkor. Zakaj? Mislim, že temu tako na koncu sladkor pa vendarle samo 4 kalorije na gram, maščobe več kot 2-krat več. Ampak sladkor zdaj izrivamo iz vse povsod, po drugi strani ga nadomeščamo vsem mogočim, tudi včasih z maščobami, kar pomeni, da smo pljunili v lastno skledo. Ja, vedno je treba iskati enega krivca, pa zdaj tukaj sploh niso samo maščobe, pa samo sladkor, pač eno leto so jajca, ki zvišujejo holesterol, enkrat pač meso povzroča raka, vedno je neki, ampak ja, vsaka stvar je lahko, tudi voda je lahko škodljiva v neki preveliki količini, zdaj v sklopu neke uravnotežene prehrane, kjer je določena meja zmernosti prisotna, pa niti sladkor, niti maščobe, niti vse vmes pač ni škodljivo za zdravje ali pa za karkoli drugega. Tako da, kaj se tu demonizira, se trenutno sladkor, zato ker domnevno redi, recimo, da je to razlog. Sam ljudje se ne zavedajo, da pač ni sladkor tist kriv. Pač, če ti vzameš tablico čokolade, tukaj ni sladkor krivec, da jo boš ti pojedel celo, ampak ta kombinacija maščobe pa sladkega, zato ker ne vem, če nisem še spoznala nobenega, ki bi dejansko, kakor si rekel, vzel cukor pa ga jedel na žlico ali pa med pa ga pojedel cel kozarc na žlico, ker recimo milko ali pa kaj podobnega pa vemo, da lahko brez problema, ne, ampak tukaj ni sladkor, ampak kombinacija teh dveh obeh krivcev skupaj, če tako rečem, ne. Tako preprosto, ne, ampak toliko ljudi tega ne ve, pa ima čisto napačne predstave o hrani, ki jo je, se strinjam s tabo. Pa mislim, da sta ti dve trditvi, ki si jih omenila, lepo skupaj. Ne rabimo to komplicirati, po drugi strani se pa rabimo podučiti, da potem ne bomo komplicirali pa imeli napačnih predstav. Daj mi reči, Marineja, kaj ti konzumiraš med tekom? Oziroma, a je fajn, če na treningih tudi prehrano trenirati, pa kaj pojesti pred, pa vmes, pa kasneje, da vidiš, kaj ti ustreza, da potem na tekmi nimaš nekih prebavnih težav ali pa kaj drugega? Ja, vidiš, vse to bi že vedel, če bi tekaško abecedo prebral. Hecam se. V bistvu to je glavni namen. Priporoča se, da se v sklopu treningov je na enak način kakor za tekmovanja in zjutraj, da pač ti natreniraš, da prebavila so navajena, da imaš ti nek zajtrk, pa pol, ne vem, čez par ur, čez 3-4 ure, da greš na trening, da ni pol problem, ko prideš na tekmo in ne veš, a boš sploh štartal ali boš ostal na WC-ju, ali pa štartaš, pa že iščeš pač ta prvi grm. In enako velja pol med tekom, sploh z večino, ki ni vajena sploh uživati gelov, ker mogoče zdaj, da ti prideš na tekmo, pa imaš prvič gel v roki, pa sploh ne veš, kaj te tam noter čaka, ker ziher ni prijetna izkušnja, ki ga prvič probaš, zato ker je sluzasto, ker je res koncentriran sladkor, tako da vse to se svetuje pač natrenirati prej, cel prehranski načrt narediti že med treningom, enako velja pač s pitjem, sploh kadar so kakšna daljša tekmovanja v igri, da se ne prepuščaš naključju, da ne veš, kje te bo kaj čakal, a bo okrepčevalnica ali ne.
recimo na trailih je tudi po moje kar velika verjetnost, kdaj pa kdaj, da zgrešiš okrepčevalnico, pa te mogoče naslednja šele, ne vem, čez 10 kilometrov čaka, tako da si res opremljen za vse primere, pač a boš dobil kaj po poti, ali boš imel skozi neki presep na zalogi. Dajva še kakšno prehranskih dodatkih, no zdaj, ko si govorila, sem nagnil spet tole svojo barvano vodo. Jaz se rad kakšno šumenko vržem, kozarec, moče za boljši, tako magnezij ali pa kalcij ali pa C-vitamin. Povej mi, ali s temi šumenkami bolj kot ne samo bogatim svoj urin, ali je dejansko kakšen učink od teh vitaminskih dodatkov, ali pa, dajva reči, prehranskih teh dodatkov za podporo neke prehrane športnika, je sploh tle kakšen učink ali večina teh stvari bolj kot ne marketinški nateg, če se tako izrazim? Ja, zdaj tukaj je tako, kar se tiče prehranskih dopolnil za tekače, načeloma, če ti uživaš neko uravnoteženo prehrano, kalcija in podobnih zadev pač ne rabiš. Drugače, najbolj verjetno razširjen je sigurno magnezij med tekači, predvsem v prepričanju, da pač preprečuje krče oziroma da je to tisto, kar pomaga proti krčem. Tudi tukaj pač raziskave tega lih ne potrjujejo oziroma so drugi bolj potencialni razlogi, zakaj do krčev sploh pride, in to je to, da med tekom zmanjka cukra, spet je ta cuker v igri, ki ne more priti do mišic oziroma pač glikogen se izprazne in potem pač pride do krčev. In druga stvar je dehidracija, je tudi potencialen razlog za krče. Kar je pa pol treba, imamo te elektrolitske mešanice, tudi tukaj zdaj ni lih ključno vse tisto, kar je ponavadi noter namešan, zato ker se itak med tekom, kar se dogaja, mi švicamo. In švicam se pač izloča samo natrij, kar pomeni natrij je tisti ta ključni, ki ga moramo nadomestiti, kar pomeni nek izotonik, pa magari če je doma pripravljen z žličko soli noter pa sladkorjem, ne pa zdaj cel tisti spekter ne vem katerih antioksidantov in ne vem česa. To je velika ne samo pač zato, ker je privlačno na embalaži napisano. Drugače pa, kar je še ostalega, pač tisto, kar se priporoča za splošno populacijo, to je zdaj vitamin D v tem obdobju, dokler ne bo sonca dovolj, pa omega-3 maščobne kisline, ker večinoma pač rib ne pojemo zadosti. In pa zdaj načeloma ni potrebe, ker se da z navadno prehrano, ampak če pa nekako ne gre iz določenih razlogov, pa še beljakovine, da je res tista optimalna regeneracija, da se glikogen optimalno napolne, da se mišice obnavljajo. Ampak tako, kot sem rekla, no, to se načeloma da, če je v vsakem obroku nek vir beljakovin noter, a so to, ne vem, meso, jajca, mlečni izdelki, tudi stročnice in podobno. Kot alternativa pa ja, potem razne beljakovinske ploščice, beljakovine v prahu in podobno. Je torej čokoladno mleko res idealni regeneracijski napitek za po teku? Ima beljakovine, maščobe, cukre, ni da ni. Tako, je. Velja to, da je, ko prideš iz treninga, recimo, preden si uspeš narediti nek konkreten obrok, neko kosilo uravnoteženo, da vse napolniš nazaj, da že pač vmes med tem, ker spiješ, ne vem, pol litra čokoladnega mleka, tako, kot si rekel, beljakovine, ena stvar, sladkor, druga stvar, tretja pač tekočina za rehidracijo, in to je ta zmagovalna kombinacija. Super povedano. No, jaz imam eno drugo navado, počasno razvadano po teku, si nam iz pol litra čokoladnega mleka privoščim. Pol litra rumene pijače s peno. Ja. Vem, da tudi v tem pišeš v svoji tekaški abecedi prehrane, pa kakšno besedo rečeš še o pivu po teku? Ja, v tekaški abecedi piše, da je pivo po teku dovoljeno,
da ni nobene težave, tako da evo, vse ti je oproščeno. Aleluja. To. Kar je edino tam poudarjeno, je to, no, da je zaželeno, da ostane pri enem ali pa pri dveh. Predvsem zato, ker kot prvo pač deluje diuretično in se pol še težje rehidrirati, ne. Bi bilo bolj primerno, da se je prva rehidracija s tisto ta pravo tekočino, pa pol še pivo. In druga stvar je to, da enkrat se verjetno ti je to pol znano, a ne, če ne ostane samo pri enem ali pa mogoče, če ne samo pri dveh, da se tudi slučajno ne ukvarjaš več s prehrano, ne. In to pomeni, da zaradi onega piva pač zgubiš tisto obrok optimalen po treningu, ki bi ti omogočil optimalno regeneracijo in to je tista zadeva. Tako da, če povzameš brezalkoholno, pol pa v neomejenih količinah skoraj. No, zdajle si razveselila mogoče cel kup mojih prijateljev, ki so že prešaltali na brezalkoholno pivo. Jaz se še upiram temu, čeprav ajde, mogoče pa tudi na to grem. V prehrani, ko sem se pripravil na tale pogovor in sem prebiral tvoje članke, v prehrani marsikaj novega, to se zadeve se spremenijo z leta v leto, to je cela znanost. Je kakšna, rekel, predpostavka pa teorija, v kateri so te učili v šoli, pa je zdaj že, bom rekel, ovržena, si na tekočem najbrž z vso literaturo, oziroma kje pridobivaš to najnovejše znanje? Se učiš od drugih strokovnjakov, ki kar objavljajo, imaš literaturo, bom rekel, o strokovni literaturi, iščeš zadeve ali kje drugače? Vse od tega iščem po strokovni literaturi, pol imam itak kolege tukaj v Zavodu Spoznaj prehrano, da z njimi kaj izmenjam, in pač vse ostale kolege, tako da pač iščem pa predvsem informacije take, ke vem, da jim lahko zaupam, no. Oziroma v primeru, da pride kaj takega, kar je malo dvomljivo, pač greš preverit, če res kaj v ozadju stoji. Bi poleg tega, kar so že rekla o sladkorju, no, da je res tako grozen kokain praktično, kar se da ne drži, še kakšen drug mit kroži, bom rekel, v splošni populaciji ali pa med ljudmi, ki bi ga na vsak način pa že mogli dati v predal, pa se z njim soočaš pri svojem delu na vse zadnje? Da kruh pa krompir redita. Prav. Definitivno. Od tega bi se res lahko že poslovili, no. Se strinjam. Se posebej, bom rekel, in krompir sploh, no, jaz mislim, da je to, ne meni dodaj sem rekel, da je to vrhunsko shujševalno živilo, če smo še pri tem, ne pa redilno, no, tako da. O krompirju bi lahko marsikaj rekla, ampak dajva še reči, zdaj sem se spomnil, ko so govorila o tem, Zavod Spoznaj prehrano, mislim, da je tam Aljoša Kuzmanovski glava, na njega sem naletel. Vem, da je sodeloval tudi z Feelgoodovci, kjer je Mario Sambolec glavni, in pri njih sem eno pobudo zasledil pred časom. Lotili so se namreč ravno tega, da bodo šarlatane prehranski, rekel, znanosti oziroma svetovalce v prehrani, ki so šarlatani, obljubljajo nekaj, kar ne morejo zagotoviti oziroma enostavno lažejo, ne, izbezali na plano, jih izpostavili. Spremljaš njihove projekte in tisto, kar delajo, se mi zdi, da so oni, pa tudi vi vsi, no, prav posebej v vašem zavodu, tisti, ki stavite na evidence-based prehrano, ki ste pripravljeni reči tudi, ok, tukaj smo se motili, ker je zdaj, rekel, nov dokaz, da je temu tako in tako. Ja, mislim, da projekt je zdaj, mislim, da še precej v zagonu, kakor jaz spremljam, da šele v bistvu počasi je štartov. S tole popolno postavo, kar sem zasledila, jaz tukaj sicer nisem vključena zraven, pač imam dva sodelavca iz zavoda, ki sta neposredno vključena, ampak ja, tukaj je pa še vedno tako, no. Smo, recimo, bom tako rekla, in mi in Feelgoodovci nek zanesljiv vir informacij, ke se pač res trudimo že leta in leta predstaviti te science-based informacije,
in res prepričati ljudi, da malo vklopijo glavo, da ne zaupajo vsemu, kar berejo, da jim tudi probamo približati našo filozofijo, tako da bomo videli zdaj, no, kaj se bo iz tega razpletlo. Ampak sigurno je pa tako, no, en del ljudi prepričaš in pač malo spremeniš pogled na vse skupaj, bo pa en del ljudi vedno ostal, ki pač je strogo zaverovan v tisto, kar je pač zaverovan, čeprav mogoče to ni tisto, kar si želimo, a ne. Ampak se je enako s tem kruhom, se trudimo že leta in leta dopovedati, da kruh ne redi, pa še vedno je precej velik procent ljudi, ki se še vedno na široko mu izogiba, zato ker je tazga mnenja. Pač en del dosežeš, ampak en del je pa traja malo dlje časa, da prideš do njega, no, tako. No, lepo povedano, upam, da bo tudi midva s tole oddajo dosegla koga, ki se tega, rekel, mita še oklepa, pa bo moče premislil, mogoče so tebe kontaktiral, no, in mu boš ti svetovala, kako spet ugrizniti brez slabe vesti v kos kakšnega belega zaseko ali pa kaj takega. Mogoče še preden zaključiva s prehrano ali pa z najnim pogovorom, sem ti rekel, 1:20 je že hitro, gre tale čas, teme so zanimive. Je mogoče kaj takega v človeški prehrani, metabolizmu nasploh, kar ne vemo, ne, pa bi res radi vedeli, ne vem, vpliv moče hormonov na prehrane, na hormone ali pa ne vem, vpliv črevesja na možgane. Je katero področje, ki te zanima, pa je res še neraziskano, pa se na njem veliko dogaja, pa recimo slišimo zunaj tam, spet so pri teh mitih, da nekdo nekaj trdi, pa to še zdaleč od tega, da bi bilo dokazano ali pa karkoli, in da vemo, da tega še ne vemo, pa šele odkrivamo, raziskujemo. Meni drugače tale povezava med črevesjem pa med možganimi je ena od bolj zanimivih, kar bi si tudi mogoče v prihodnosti želela malo bolj raziskati oziroma se poglobiti v to. Mislim, začelo se je s tem, ko sem brala tiste knjige 10-odstotno človek pa čarobno črevesje. Ja, seveda ste omenila. Ja, ta je super. Ja. Tudi meni všeč, ja. Tudi zdaj na NIJZ-ju jaz v bistvu pripravništvo delam na področju duševnega zdravja, tako da je bil moj kar velik fokus že na začetku ta povezava med duševnim zdravjem pa prehrano, kjer so neke pač splošne ugotovitve, predvsem v tem kontekstu, da uravnotežena prehrana pač poskrbi tudi za boljše počutje, ampak je pa tukaj enih študij lih na tem narejenih glede te kompleksnosti pa mikrobiota pa možgani in pač v eno, v drugo smer, tako da to je definitivno za raziskati v prihodnosti. Upam, da bo čim več takih raziskav. No, zdaj sem dobil največje zanimanje možno, zato kar še počne NIJZ. 2 leti sem poslušal o ukrepih o COVID-u in tem, no zdaj na NIJZ se dogaja tudi raziskave duševnega zdravja v povezavi s prehrano, ki jih dela Reneja Drašler, super zadeve, bomo spremljali, bomo na tekočem. Reneja, prosim, povej mi, kje pa te lahko ljudje zdaj dobijo, kje te lahko kontaktirajo? Verjamem, da je kakšen zunaj, ki ima vprašanja, ki bi rad tudi tvojo knjigo naročil, recimo, prišel v stik s tabo, te povprašal, te imel za svetovalko pri prehrani. Ja, najlažje me je dobiti ali na Facebooku ali na Instagramu, ni nič zakompliciran. Če vpišeš moje ime kamorkoli, tako ne najdeš druge kakor mene. Tako da te poklikajo, ti napišejo in tako, ja. Abeceda pa je pač, vpišeš v Google tekaška abeceda prehrane oziroma na spletni strani od Spoznaj prehrano se jo da tudi dobiti. Pa še akcijo imam trenutno 20-odstotni popust s kodo, tako da vse se da zrihtati. Še z avtogramom lahko. Ste slišali, spoštovane in spoštovane, takoj naročiti link dajem spodaj v opisu epizode, obvezno naročite svoj izvod, Reneja se vam podpiše noter in potem jo boste se naučili na izust in potem v komentar napisali, če je kaj tazga not napisala, s čimer se ne strinjate. Reneja, za konec, še ena tekaška, kje te bomo letos
oziroma v kratkem, kaj srečeval na tekaških poteh, na gorskih, moče na kakšnem trailu, celo na kakšno cesto, kdaj prideš? Jaz zdaj kratkoročno sigurno še vedno na PGT-ju, na Primorskih gorskih, kar je pa mogoče zdajle sem razmišljala KBK trail, tega sem enkrat tekla, pa mi je lep tek, tako da mogoče to, Ratitovec junija, za drugo polovico sezone pa bomo videli, pustimo se presenetiti, kaj prinese. Drugače pa na planini me sigurno srečati. Super. Evo, okrog Vrhnike, če se kdaj motam, se javim, da boš povedala, kje je najhitrejša pot navzgor in navzdol. Če imela neomejeno denarja, pa neomejeno časa, kam bi šla teč na svetu, kjerkoli destinacijo, če bi rekla, zdaj lahko grem tja, pa bom šla, pa bom tekla ta hrib, to goro, karkoli že. Ne vem še, nisem si še začrtala tazga, nisem razmišljala, da bi šla kamorkoli teč. Super. Ti zadoščajo slovenski hribi, gore, stezice in... Ja, saj imamo lepe, a nimamo. Najlepše na svetu, se strinjam. Jaz sem, kot ti bom rekel za konec, več ko hodim po svetu, večji zapečkar sem. Rajši ostajam doma. Tako da, super pogovor je bil tole, zelo poučen, zelo všečen. Vem, da imaš malo časa, se ti zahvaljujem še enkrat za tole urico in pol. 2 temi sva načela, sva jih obdelala. Jaz upam, da se še kdaj takole dobiva, pa še kakšno rečeva, čisto specifično se bom prebral tvojo knjigo, ne? Potem bo pa še kakšen mit bo še uvrgla, no? Pa še kaj bo nakazala. Želim ti uspešno sezono, draga Marineja. Hvala za povabilo. Bilo mi je v čast in veselje, ostani zagreta za tek, pa za prehrano. Se vidva tam zunaj. Se vidva. Hasta la vista. Hvala, živijo. Ciao.